show it on the weather report. Sadilni platoji in lončki nam na koncu nič ne pomagajo, če jih napolnimo z napačnim substratom. Kjer ga izbrati v tej poplavi ponudbe je v bistvu kar umetnost. Sam zaupam samo 2 substratama in enemu za rezervo. Pa poglejmo. Biobrazdina prst. To je univerzalna ekološka kompostna mešanica, obogatena z vermikompostom in dodana je šota za zračnost. Samo kompostarno, ki tole zadevo proizvaja, sva šla lani s Tjašo obiskat in se na lastne oči prepričala, da je res to. No in s tem substratom napolnimo vse kalilnike in pa tudi sadilne platoje za v bistvu vse rastline, razen plodovke. Plodovke so bolj zahtevne, kar se tiče hranil, in se jim sadilne celice in lončke pripravi z vermikompostom. V bistvu je to res prava hranilna bomba za naše rastline. Tole je zmes uležanega govejega in pa konjskega gnoja, ki so ga predelovali deževniki, in v osnovi gre to v bistvu za deževnikove kakce. Vidi se, kak je temna barva. Substrat je poln z mikroorganizmi in v bistvu so vsa hranila, kot pri vseh dobro preparenih kompostih, postopno na voljo rastlinam in ne bojo sežgale koreninic rastlin. To mešanico se uporablja, kot sem že rekel, za čisto vse plodovke, da dobijo vse, kar potrebujejo. Zadnji pa je dobri stari domači kompost. Če nam zmanjka biobrazdine prsti ali pa vermikomposta, si potem z domačim kompostom napolnimo sadilne celice ali pa lončke, ali pa v razmerju 50-50 recimo. Nekateri imajo substrate naštudirane kot pravniki rimsko pravo. Zdaj, če vzgajamo svoje sadike za vrt tam velikosti do 500 kvadratnih metrov, mislim, da ni potrebe po kompliciranju. Že tako je dosti dela s sadikami, ko iščemo optimalen prostor z dovolj svetlobe in temperature, tako da mi zaupamo tem izbiram. Delite, sledite in pa komentirajte ter ne pozabite uživati v vrtnarjenju.